V tokratnem adrenalinkiku bomo poiskali odgovor na eno bolj zanimivih vprašanj. Kdo je boljši voznik, moški ali ženske? Zato smo se odpravili na poligon Varne vožnje na Vransko. Jaz prihajam iz Primorske, kjer je sneg, praktično ga ni. In vedno, ko slišimo, da so to take razmere, se mi ustrašimo, ostanemo raje doma. Zato sem tu, da to nadgradim. Pričakujem, da se bom veliko naučila, da bomo dobili malo adrenalina, da bomo preizkusili svoj avto, pa da se bomo zabavali. In medtem, ko so naši nagrajenci pred vožnjo morali obiskati še obnovitveni tečaj cestno-prometnih predpisov, je bilo na poligonu že zelo živahno. V vozniški spretnosti so se namreč pomerile izključno ženske voznice. Ko so imele možnost v bistvu svoj adrenalin sprostiti na kartingu, kjer se je izkazali jasno, da smo tudi ženske lahko zelo energične voznice, dinamične, da tudi uživamo v bistvu v zabavni vožnji. In seveda so se odlično odrezale, no, vsaj v večini primerov. Ženske ste predvsej bolj voljne poslušati in tudi upoštevati tista navodila in napotke, ki jih dajemo inštruktorji. In tako ste tudi potem v takih kratkih preizkusih lahko kar bolj uspešni. Kaj pa visoke pete? Ženske rade vozimo v visokih petah. Je to dobro za varno vožnjo ali je boljše imeti kakšne čevlje za preobut? Absolutno priporočamo neke lažje, udobnejše obuvala. Visoke petke so tiste, ki se v nekih izrednih situacijah, ko je potrebno opraviti nek manever, kot reševanje, predvsem za zaviranje, lahko zelo hitro zapletejo in omogoča tak manever. Naše nagrajenke so bile primerno obute, zato se je lahko začel še praktični del adrenalinkika. Slalom je tisti in seveda znanje sedenja, drže in dela z volanom, potem pa zaviranje v sili, umikanje neki navadni in nenadni oviri, ki se pojavi na cesti, reševanje avtomobila ob nenadnem zanašanju, vožnje v ovinku in reševanje iz problemov, ki se pojavijo v ovinku, ko pride do zdrsa prednjega ali zadnjega dela, ter seveda potem tudi kombinacija zaviranja z umikanjem. Najprej smo šli slalom v koloni, potem pa smo eno vozilo po eno zapeljali tukaj na imitacijo snežnega vozišča, na kateri smo pri različnih hitrostih zavirali na polno. Od 30 km navzgor pa vse do 60. Naj bi prišlo do vrtenja avtomobila. Jaz mislim, da bo še bolj zabavno, kot na prejšnji vaji. Pričakujem pa največ od drsne plošče, pa hidravlične plošče, da vidimo, kako se avto obnese, če je na eni strani podloga z dobrim prijemom, na drugi strani pa slab prijem. Meni je bilo zelo všeč, sploh zato, ker smo tu postopoma prihajali iz nižje hitrosti 30 na uro na 60 na uro in tudi, da smo videli, kakšna je zavorna pot. V bistvu, če greš 60 na uro, skoraj 30 metrov rabiš, če res zaviraš na polno. Ravno to zaviranje, ta adrenalin se mi zdi, tega še nikoli nisem poskusila in sploh tam pri hitrosti 60 na uro mi je bilo zelo všečno. Inštruktor nas je podučil, no to smo tudi že vedeli, da je treba v primeri sile zavirati na polno. Torej na polno pritisniti na sklopko ter na zavoro hkrati. Pomembno je utrjevanje tistih veščin obvladovanja avtomobila, ki so bile pogoj za pridobitev vozniškega dovoljenja. In seveda potem utrjevanje tega je pa dobro obnoviti znanje, predvsem obvladovanja avtomobila v izrednih poslabšanih situacijah. Ob koncu tečaja so naši udeleženci, polni novega znanja in spretnosti, morali še razrešiti večno dilemo. Kdo je boljši voznik, moški ali ženske? Jaz mislim, da smo kar enakopravni tudi na tem področju. Tudi ženske znate biti dobre voznice, drugače pa jaz mislim, da smo kar tam nekje. Jaz se imam za kar solidno voznico, vem pa, da marsičesa se moram še naučiti.
ženske prednosti, umirjene v vožnji, ni take jeze. Pri moških je pa verjetno malo predvidevanja vnaprej, kaj se bo zgodilo, ali pa poznavanje avtomobila. Kot vidite, smo danes dodobra preizkusili svoje vozniške sposobnosti in postali še boljši vozniki. Že naslednjič pa gremo še korak više, saj se bomo podali med pilote.